Ko nekaj zbiram, je to nekak del mene. Figurice, pisma. Zbirala sem tudi pločevinke od različnih pijač. Zbiram pa ovitke od žvečilnih gumijev. Začela sem jih zbirati začetek leta 2024. Imam prvi ovitek, je bil ta. Samo sem se odločila shraniti enega in potem sem nadaljevala, ker sem ugotovila, da so različnih barv, pa imajo različne napise in sem jih začela zbirati. Imam jih okoli 90. Dobim jih tudi nekaj od prijateljev, pa tudi sama jih pojem, ampak večkrat jih pa delim. Jaz žvečilki ponovadi rečem žveka, ker so tak najboljše poimenovanje za žvečilni gumi. Nikoli še nisem zalepila žvečilke pod mizo. V šoli ni dovoljeno žvečiti, razen pri nekaterih učiteljih, ki spregledajo to in nam dovolijo. So pa žveke dovoljene na nekaterih šolskih tekmovanjih, saj zmanjšujejo stres, pravi Enina vrstnica. Žvečenje zmanjša aktivnost delov možganov, ki so povezani s stresom, zniža raven kortizola, ki ga lahko zaznamo v slini, ter poveča možgansko aktivnost v prefrontalnem korteksu. Vse to povezujemo z zmanjšanjem zaznanega stresa in povečanjem budnosti. A žvečenje pomaga le pri blagem do srednje hudem stresu, pojasnjujejo pri NIJZ. S prijatelji nakupujemo različne sladkarije, pa tudi pijače, ampak najrajši pa nakupujemo nove okuse žvečilnih gumijev. Žvečilni brez sladkorja. Po obroku so sicer tudi koristni za ustno higieno, a ne morejo nadomestiti dnevnega ščetkanja in obiska zobozdravnice. So pa zelo škodljivi tisti žvečilni, ki vsebujejo fermentabilne sladkorje, torej glukozo, fruktozo, saharozo. Preveč ksilitola lahko povzroči prebavne težave, preveč žvečenja pa ima negativne posledice za čeljustni sklep. Skratka, zmernost velja tudi pri žvečilkah. Starši vedo, da to kupujemo, sicer niso glih veseli, ko vidijo te spet tiči gumiji, ampak ja, kaj čemo.